Ja, danes je v Dornavi prav posebna nedelja. Princ ptujskega karnevala, vitez Dornavski, je v tole graščino za mano povabil kar nekaj gostov. V nadaljevanju pa bomo seveda videli tudi, kaj bodo počeli in zakaj so tukaj. In odzvali so se vsi, tako okoliški župani, podjetniki, cigani in prijatelji pustnega časa. Z namenom počastiti baročni dvorec, ki je od nedelje naprej rezidenca 14. princa ptujskega karnevala. Ja, v Dornavi se skoraj nič ne zgodi brez ciganov. Tudi ko se v dvorcu zbere vsa ptujska elita, to cigani izkoristijo za svoje zaslužkarske namene. Ponujamo škano pijačo, borovničke, viski, pelinkovec, cigo, migo, miks. Je ta elita, ki je šla po stopnicah navzgor, se kaj ustavila tukaj, je kaj ukradla, mislim, je kaj kupila? Kupili niso nič, malo so kavico spili, so pa dali v prostovoljne prispevke za naše fačoke. Vrhunec današnje prinčeve nedelje pa seveda niso cigani, ampak pojedina, kosilo z vitezom Dornavskim. Če sem bolj natančen, je šlo za srednjeveško pojedino, kar pomeni, da so juho uživali z leseno žlico, meso pa z rokami. Med obroki pa ne sme manjkati niti glasba in ples. Vse to za princa, ki je odgovoren, da bo karneval še boljši kot prejšnja leta. To pomeni, da imate tudi dostop do blagajne, ne? Dostop do blagajne sigurno imamo, vendar mi smo toliko bogati, da ptujske blagajne ne bomo praznili. Je tako prazna, da se ne bojite, da bi kaj zmanjkalo? Ja, torej, vsako leto do zdaj smo to oblast predali seveda princem, tako tudi temu 14. In moram reči, da so vsi znali zelo dobro gospodariti. Kaj pa, če bi recimo se zgodilo, da bi se ugotovilo, morda, da pa princ ni bil najbolj pošten? Kakšni ukrepi bi sledili? Torej, to ne bi bilo v našem prostoru popolnoma nič nenavadnega in bi moral odstopiti od princ karnevala. To je njegova osebna odločitev. Če bi nehote zaradi, ne vem, spolzelo bi vam z rok nekaj denarja, bi odstopili? Ne bi odstopil. Odstopil še danes ni nihče. Jaz imam v Dornavi cigane in vso krivdo bi pripisali njim. Za tem slavnostnim omizjem, kjer je ogromno odlične hrane, pa je tudi župan občine Dornava. Kakšna je hrana? Ja, hrana je odlična, od perutnine, zajčka, tudi zelja, ki v tem času zelo dobro tekne. Skratka, vse, kar je... Ni krize, ni krize, vidim. Kje, pri nas? Ja. Če imamo graščaka, če imamo takšen čudovit dvorec. Dvorec, ki pa vseeno, čaka ga še nekaj dela. Ja, čaka ga, ampak glede na to, da se je že vložilo za gradbeno dovoljenje, tudi upam, da bo ministrstvo tudi začelo z tem, kar tudi temu sledi. Glede na to, da je to najlepši pozno baročni dvorec v Sloveniji, jaz vidim, da bo to zelo svetla prihodnost za ta objekt in pa tudi za širšo skupnost. Ja, ti cigani so res super. Dobiš kavo, dobiš hrano, pijačo, malo zaplešajo, zapojejo, se poveselijo, tudi kaj pošlogajo, recimo meni so dali udar to verižico, tako. Zdaj pa domov. So ključe najdemo, čak malo. Kje te so ključi moji? Dajo to ključe? Doma ključe? Jaz pa denarnice nijo. Ti pa denarnice? Ne. Kje smo te zgubili to,